Kako je mogoče, da kandidat z največ glasovi v svojem kraju včasih ostane pred vrati parlamenta? Zdravo, jaz sem Tjaša Gajšek in to je Mala šola politike. Slovenija ima proporcionalni volilni sistem. To pomeni, da se sedeži v parlamentu delijo sorazmerno z deležem glasov, ki jih stranka prejme na ravni celotne države. Prvi filter je 4-odstotni prag. Stranka, ki dobi manj glasov, v parlament sploh ne vstopi. Če tvoja stranka ne pride v parlament, se tvoj glas razporedi med zmagovalce. Slovenija je razdeljena na 8 volilnih enot, vsaka pa na 11 okrajev. Ko na volilni dan obkrožiš ime kandidata, tvoj glas najprej pripada njegovi stranki. Šele ko vemo, koliko sedežev pripada tej stranki, se pogleda, kateri njihovi kandidati so bili v svojih okrajih najuspešnejši. Zaradi tega modela se včasih zgodi paradoks. V parlament pride nekdo, ki je prejel relativno malo glasov, ker je njegova stranka na državni ravni zmagala. In obratno, nekdo z velikim številom glasov lahko ostane zunaj, ker njegova stranka na ravni države ni bila tako uspešna. Trenutni sistem pa zagotavlja, da so v parlamentu zastopani ljudje iz vseh delov Slovenije, ne le iz največjih mest. Matematika volitev je zapletena, a njen namen je v osnovi poštena porazdelitev moči glede na voljo ljudstva po celotni državi. Tokrat smo v Mali šoli politike govorili o matematiki volitev, naslednjič pa o tem, kakšna je razlika med premierjem in predsednico republike. Kdo odloča o čem?